Papež Frančišek je opoldanski nagovor 19. julija namenil Božji besedi, v kateri je Jezus svoje učence, ki so bili po izkušnji evangelizacije sicer zadovoljni, a utrujeni, povabil, naj si malo oddahnejo. Prav tako pa je spregovoril o svojem potovanju v Južno Ameriko. Papež je poudaril, da nam evangelist na izjemen način približa Jezusovo podobo in njegova občutja ob pogledu na množico ljudi, ki so bili kot ovca brez pastirja. Zasmilili so se mu in začel jih je učiti veliko stvari. Papež je nato zbranim zaupal, da je Gospoda prosil, da bi ga duh Jezusa, dobrega pastirja, vodil na njegovem apostolskem potovanju po Južni Ameriki. Z vsem srcem se Bogu zahvaljujem za ta dar, je dejal Frančišek. Ob tem se je znova zahvalil predstavnikom oblasti, škofom, duhovnikom, posvečenim in vsem trem narodom, ki so ga sprejeli s takšno toplino. S temi brati in sestrami sem hvalil Gospoda za čudovita dela, ki jih je izvršil v Božjem ljudstvu na poti v teh deželah za vero, ki jo je oblikovala in še oblikuje njihovo življenje in kulturo, je povedal Frančišek in dodal, da so občudovali tudi naravne lepote teh dežel. Po njegovih besedah ima Latinska Amerika velike človeške in duhovne zmožnosti, varuje globoko zakoreninjene krščanske vrednote, doživlja pa tudi velike družbene in ekonomske probleme. Cerkev zato preko svojih skupnosti sodeluje z vsemi zdravimi deli družbe. Pred temi velikimi izzivi, s katerimi se mora soočiti oznanjevanje evangelija, sem vse povabil, naj v Kristusu črpajo milost, ki odrešuje, in da moč v krščanskem pričevanju, v širjenju Božje besede, da bi lahko bila močna vernost teh narodov zvesta priča evangelija, je še dejal Sveti Oče.